3, 4. Ne, je kul zunanji videz albuma. Ja, pa se tako smo hoteli, da je malo bolj tak minimalistično, mogoče pa. Ja, vrejo. Kakšna je pravzaprav vaša glasbena esenca oziroma s kakšno glasbo ste odraščali? Moja je zelo različno. Ja. Jaz sem odraščal z Dire Straitsi, pač foter je to skozi vrtel in mislim, takrat, ko sem bil mali, so mi šli ful na živce, ne, res totalno, disko pač preveč. Pol v srednji šoli metal, z Maideni sem začel, pa pol tak naprej, bolj do švedskih bendov. Zdaj pa na stari leta, ne, pa spet Straitsi, pa Foo Fightersi, pa tako pač. Albuma oziroma glasbe se držite nekih smernic ali ustvarjate konceptualen album, to se pravi, da ni nujno, da je vsaka pesem podobna drugi kot jajca jajcu? To je to. V bistvu konceptualen album. Ja, v bistvu tisti, ki bo poslušal album, bo videl, da nista dva komada, recimo, ne vem, sta si čisto podobna. Tisto, kar nam je všeč, je prišlo na album, tisto, kar nam ni bilo všeč, smo v bistvu dali stran ali pa sploh. To se pravi, da ni nujno, da se držite pač nekega alternativnega roka, ampak da tudi kakšne druge primesi lahko pričakujemo. Ja, pač se zajadra, kaj. Mi naredimo pač komade, na koncu pa kjeri so nam v redu, grejo skozi. Tako si prej rekel, na vsakega je nekaj vplivalo, kaj je poslušal iz preteklosti, in pol pa uporabiš to v svojih komadih. Facebooku sem zasledil, da pišete tudi blog, pa je to pač iz osebnega zadovoljstva ali s tem vidite pač konstanten stik z vašimi fani, če tudi niste v domači državi ali pa na domačem odru? Ja, mogoče na nek način to slednje. V bistvu sploh niti spomnim se, kako se je to začelo, ampak ko smo šli na Portugalsko, smo rekli, nič, bomo pač vsak dan nekaj napisali, kaj se bo zgodilo, če se bo kaj pametnega zgodilo. In na koncu smo imeli toliko materijala, da nismo se uspeli noč spraviti, ker se je ves čas nekaj dogajalo. Tako smo potem nekako ohranili to, da smo recimo tudi, ko nismo bili v tujini, ampak smo bili doma, smo mogoče napisali, kaj se je kaj dogajalo, sploh ker smo imeli mogoče malo bolj mirno leto, ker smo dosti delali za album, ker smo delali komade in preprodukcijo in vse skupaj. Tako da zdaj, ko smo bili na Švedskem, smo ves čas pisali, ampak mogoče je bilo malo manj zapisati kot lani, ker smo bili manj časa. Tako da, ja, je na nek način Če hočeš uspeti, je pač potrebno biti v stiku z fani, ker fani so tista osnova. Ja, fani so osnova in zdaj moraš jim nekako razložiti, kaj se dogaja s tabo. Benda ste posneli kar zajetno število videospotov, pa če sem lahko malo provokativen, je to nek odgovor na premalo koncertov doma? Ne, mislim, mi smo snemali spote zaradi tega, ker takrat smo, v tistem času smo pač izdali nek singl in se nam zdi, da najlažje je nek singl predstaviti poleg tega, da ga seveda daš na radio, ne, da ga z nekim videom pospremi zaradi tega, ker pač ljudje so po naravi vizualni.